No, moja tema danes je, da vam pokažem nekaj o učinkovitosti bazenskih klima naprav. Torej, to so čisto namenske naprave, narejene specialno za bazenske prostore. Vsi veste, kako bazenski prostori izgledajo, torej lahko je taka mirna zadeva, lahko je malo bolj vesela zadeva, z maso ljudi, z veliko površino vode, z mnogo atrakcijami, ki so notri. Seveda vse to zahteva od klima naprave, da v vsakih razmerah vzdržuje ustrezne razmere znotraj samega prostora. Če bi se vprašali, kaj je učinkovitost, kaj pomeni učinkovitost klima naprave, bazenske klima naprave, kaj pomeni to za ljudi, ki so notri. Njim je važno, da je prostor topel, da je perimerna vlaga, pa da je dovolj svežega zraka notri. Kaj pa pomeni to za lastnike, investitorje? Njim je pomembno vse to, torej mora biti toplo, mora biti primerna vlaga, mora biti dovolj zraka noter. Važno pa je, da klima naprave to uspejo zagotoviti z najnižjimi možnimi stroški. Torej, varčnost. Varčnost klima naprave pa pomeni, da mora imeti dobro rekuperacijo, da mora imeti tlačne elektromotorje in pa da so te hitrosti skozi sam presek klima naprave ustrezno male, da so odpadci tlaka mali in da zaradi tega tudi poraba elektrike malo. Če pogledamo v HIS diagram, polje ugodnosti za bazenske prostore, vidite, tale zelena površina je polje ugodnosti za normalne prostore, tale oranžna je za bazenske prostore. Vidimo, da je temperatura in pa vlaga bistveno večja v bazenskih prostorih. Omejeno je po VDI-ju so te vrednosti, torej temperatura zraka 28 do 34 stopinj, vlaga zraka je omejena nekje na 14,3 grama po kilogramu. Tisti, ki poznate HIS diagram malo bolj podrobno, veste, da je to nekje, recimo na pajer povem, 32 stopinj pomeni nekje 48% relativna vlaga. To je za bolj tak. Relativne vlage so vam bolj domače kot pa absolutne. Seveda, da vse to zagotovimo, imamo pri Menergi specialne naprave, to sta dve novejši izvedbi, termokont imenovani, in sicer tule predstavljam tip 38 in pa tip 39. Podobni zadevi, razlika je v vsebini naprave, torej tip 39 ima poleg rekuperatorja tudi še toplotno črpalko vgrajeno, tip 38 ima pa samo velik rekuperator, protitočni rekuperator. Če pogledamo to v šematskem prikazu, torej to sta dva načina delovanja, eno je nočni režim, nekopalni režim, tale zgornji je pa kopalni režim. Zdaj, tokovi zraka, zunanji zrak, ki prihaja od zunaj, gre preko filtra, preko rekuperatorja, preko grelnika v prostor. Odvodni zrak iz prostora, en del gre kar na obtok, en del pa gre ven. Količina tega zunanjega zraka, ki gre noter, in pa odpadnega, ki gre ven, se spreminja. Odvisna je od temperature zunanjega zraka, od vlage zunanjega zraka in pa seveda od stanja v prostoru. Toplota, ki se izkorišča, torej odpadni zrak gre tule skozi rekuperator, to je prva stopnja izrabe toplote, druga stopnja je pa na tej površini, to je izparilec toplotne črpalke. Tule vzamemo zrako še tisti del latentne toplote, ki gre skozi rekuperator še vedno ven. Torej prihaja do močne kondenzacije in toplota te kondenzacije mi koristno uporabimo. Toplota se pa preda v kondenzator te toplotne črpalke v dovodni zrak. V nočnem režimu ni potrebe po
zunanjem zraku, zato se takrat odpadni zrak preko telepute vrača skozi rekuperator nazaj in toploto, ki smo mu to vzeli, da smo zrak razložili, vračamo spet nazaj na kondenzator. Pri tipu 38 seveda toplotne črpalke ni, tu moramo razloževati vedno z zunanjim zrakom. Količina zunanjega zraka je odvisna od teh parametrov, ki sem že povedal, se pravi od vlage zunaj in od vlage znotraj. Tako da en del zraka se vrača po bypassu nazaj, imamo točni zrak, en del zunanjega zraka se pa dovaja kot svež zrak v prostor. Na enem primeru bom pokazal na recimo enem bazenu površina vode okrog 150 kvadratnih metrov. Po VD-u, če bi šli računati, bi izračunali, da rabimo cirka 10.000 kubikov na uro, pri temperaturi vode 30 stopinj in pa to je količina izparele vode, 60 litrov na uro približno izpari v eni taki površini 150 kvadratnih metrov. Prikaz je v HX-u, pa vas ne bom moril z detajli, rad bi samo prikazal te izkoristke na rekuperatorju. Če pogledamo tole vrednost, 96%, kaj pomeni teh 96% na rekuperatorju? Pomeni to, torej, tole je prikazano notranje stanje v prostoru, recimo tistih 32 stopinj, 48% relativna vlaga, oziroma 14,3 absolutno. Tole je pa zunanje stanje, po zimi minus 13. Rekuperator nam zagotavlja, da se iz vodnega zraka toplota predaje na zunanji zrak. Pogledajte, da tudi pride gor, praktično do temperature prostora. Izkoristek 96% pomeni, da smo samo 4% te razlike temperature izgubili. Vse ostalo vrnemo nazaj. To je pri teh parametrih minus 13 stopinj. In takrat rabimo približno 40% zunanjega zraka, da lahko vzdržujemo prostorsko stanje. Torej, po VD-u je predpisano tako, da je dovodna vlaga 9 gramov na kilogram, prostorska pa 14,3. Torej, na ta delta X je izračunana naprava, ki lahko to vzdržuje. Torej, naprava 38. Naprava 39 ima toplotno črpalko, ima ta izkoristek nekaj nižji. Prej smo videli tudi velikost teh rekuperatorjev. Ta rekuperator je v 38 bistveno večji, kot pa ta v tipu 39. Zato ima ta tudi nekaj nižji izkoristek. Če bi šli po zunanji strani navzgor, bi videli, da so izkoristki sicer malenkost manjši. Zakaj? Zato, ker rabimo večjo količino zunanjega zraka, vidite, to je zdaj 60%, pri neki temperaturi plus 8,6, kar pomeni, to je nekje neko poprečno zunanje stanje letno. Pri 39 je to 63% in tako naprej, če bi šli gor z temperaturo, bi ti izkoristki malenkost spadali. Ampak seveda, takrat tudi ne rabimo več tako visoke vpihovalne temperature v prostor. Torej, ni potrebe po večji toplotni moči grelnikov. Tule je še prikaz celoletnega izračuna porabe energije za oba klimata. Tale plavi stolpec je za tip 38, vijolčasti tip 39. Ta slučaj, tu je električna energija v enem letu, to je toplotna energija v enem letu, to je vrjena energija, torej v toplotni črpalki, in pa tu je še pa cena vzdrževanja. Vidimo, da je cena vzdrževanja za napravo 39, ki ima v sebi toplotno črpalko, bistveno večja od cene vzdrževanja za tip 38, ki pa nima toplotne črpalke. No, celoletni strošek je razmerje tole, to nekje 26.000 napram 18.000. To je računano pri ceni energenta, torej toplotne energije,
9 centov za 1 kilovatno uro. Recimo z polja, kotlovnica. Ker pa imamo danes praktično v vseh objektih alternativne vire energije, kjer je iz toplote, torej, kjer dobimo iz toplotne črpalke bistveno nižjo ceno, približno 3-4 cente. Se pa seveda stvar obrne. Takrat je pa cenejša, torej manj stroškov naredi naprava tipa 38 za protitočnim rekuperatorjem, kot pa naprava tip 39. Tu je potem še prikaz v obdobju 20 let. Vidimo, tip 38 ima nižje stroške, kar za nekaj 10.000 evrov. Odločitev je seveda na projektantih, da se odločijo. Če se odločajo samo na osnovi stroškov celoletnih, potem je seveda treba vzeti v obzir tudi ceno energenta. Če je ta cena energenta nizka, potem priporočamo tip 38, ker je energija že itak iz toplotne črpalke. Če ne, pa je tudi pametno vzeti tip 39, ki ima pa v sebi vgrajeno toplotno črpalko. Učinkovitost potem povečajo seveda še tudi ventilatorji, kot je že kolega Bojan omenil. Naprave večje imajo 2, 3, 4 ventilatorje v dovodu in tudi v odvodu. Pred kratkim je Minerga uvedla te novejše tipe ventilatorjev za Brookfin z EC-Glue motorjem, cilj ABEG-a, ki imajo od prejšnjih, ki so že bili varčni, zelo varčni, še 4,5% povečane izkoriste. Prej smo videli na tem grafu, da cena električne energije ni tako mala, oziroma je že praktično večja od cene toplotne energije. Prihranki v bodoče se bodo delali na elektromotorjih, na porabe elektrike. To pomeni tudi tisto, kar sem rekel v začetku, se pravi, precej večje naprave, imajo male pretočne hitrosti skozi napravo, s tem porabijo tudi manj elektrike. Pri rekuperatorjih praktično višje ne moramo iti, če pogledamo tole, 96%, če je zdaj že tako visoko, da več si ne bi upal reči, da gre. To je še nekaj naših referenc, Terman Laško, Šamtrija reka, zelo stara že Terme Zreče, Terme Palas, Vodni park Bobin, pa tudi druge, seveda, nismo vse nalajali.